Bog pa me je! Zmikastil bi ga, zaradi navadne šale me ne bi bilo treba udariti. Pepi! Kako trmast maček. Au! Kaj? Cvili? Na pomoč, pojedel me bo! Peter, si prepričan, da Pepija ne boš več videl? Tistega grdega miška mi ne bo več treba trpeti. Oddahnil sem, si moram reči, veš. Če se mi opraviči, bom morda vseeno milosten. Zdi se ti, da si bil preoster, pa se vseeno ne ukloniš. Česa ne poveš, zaradi takšnega tepca se že ne bom žaril. Na pomoč! Nočem še umreti! Na pomoč! To je Pepi! Peter! Peter? Marko, kaj pa počneš? Pridi sem! O, Bog pomagaj! Pridi sem! Reši se, kdor Peter! zmore! Zdaj sem pa oplel. Pred smrtjo bi rad pojedel še veliko sira. Na pomoč, na pomoč, na pomoč! Nehaj no! Peter, Marko, rešitelja moja! Beži, umakni se! Izgini! Pepi! Pepi, si cel? Ja, dobri prijatelji človeku vedno prav pridejo. Ni časa za lenarjenje! Kako? O ne! Marko, tako ne gre! Morda sem si zvil gleženj. Pohitita, medved gre! Hvala, gospod. Čisto zares. No, kost je cela. Nagležen si daj obkladek in v nekaj dneh boš kot nov. Hišo imam tu v bližini. Če hočete, si v njej lahko odpočijete. 1000-krat hvala. Gospod, podobni ste lovcu? Jaz sem Tel, William Tel. Gospod Tel, zakaj? Tel mi recite. Zakaj niste ubili medvedke, saj ste vendar lovec? Medved je sveta žival te gore. Zaradi medvedov smo lahko mirni. Če bi ga ubil, bi z njimi izginile še ostale živali in potem ne bi imel od česa živeti. Ampak napadalna je bila. Brez razloga nikoli ne napade. Morda je branila svojega mladiča? O, ti šmen. Si ti Telov sin? Me veseli, jaz sem Pepi, nekaj dni bom ostal pri vas. Kako zoprn fant. Tak kot oče. Obhaja me zla slutnja. Se mi je kar zdelo. Si ti, Vili? Tvoj oče bo nekaj časa skrbel za nas. Pozdravljen, jaz sem Peter, tole pa je... Oče, kaj ne da v gost nisva prišla, ker se bojiš zlobnega šerifa? Pozdravi naše goste. Briga me za naše goste. Povej mi raje, da nisi reva. Kaj ne da nisi reva, oče? Otroci, ki so prišli po orehe. Kdo ti je rekel kaj takega?
Pošteno mi povej, si strahopetec ali ne? Oče, zakaj mi ne odgovoriš? Pošteno mi povej, oče! Oče, me slišiš, zakaj mi ne odgovoriš? Oče, povej! Oče! Otroci so govorili resnico. Pošteno mi povej, oče! Sovražim očeta! Vili! Je že dobro, pustite ga. Tvoj oče ni nobena reva. Kako veš? Poznaš ga en sam dan. Medved, ki nas je napadel, je bil velikanski. Tisto je bil varuh te gore. Ja, tvoj oče ga je ustrelil in nas rešil. Potem sta si z medvedom zrla iz oči v oči. Kaj misliš, je sledilo? Medved je pobegnil. Takrat je bil tvoj oče neznansko mogočen. Tel je močan in pozoren. Ni strahopetec. Lepo te prosim. Zakaj mi je potem prejle rekel, da je? Ker... No, vidiš. Dobro jutro. Dobro jutro, Marko, kako kaj gležen? Hvala, bolje. Tel, nismo vas hoteli obremenjevati. Povejte, s čim vam lahko ustrežemo. No prav, popoldne bomo šli v sosednjo vas po nakupih. Prav! Kako lepa hiša, razkošna, pa čeprav smo na V deželi. njej stanuje zlobni šerif. Zgradil si jo je z davki ubogih vaščanov. Z davki? Kako pa to, da se vaščani ne pritožijo? Vsi se ga bojijo. Z mošnjo denarja dobil vsakršnega silaka. Vili, zlobnega šerifa bi si pa res rad ogledal. Odpelji me k njemu. Prav bom. Kaj pa je tisto tamle, Vili? A? Stopiva pogledat. Zlobni šerif. Že razumem, ne pridi prav. Danes imam rojstni dan, zato se boste v mojo čast priklonili mojemu klobuku. To je pa više. Neumnost, greva. Kaj? Zaustavite tisto kočijo! Pustite naju! Oj! Poslušaj, mulc, ti se mi, da te še ne poznam. No, kaj me tako neumno gledaš? Ali si gluh? Nisem gluh. Odlično vas slišim, zlobni šerif. Zakaj si hotel mimo, ne da bi se poklonil klobuku? Pokora, prikloni se klobuku! Zakaj bi častil klobuk? Kaj si rekel? Presneti pova, ti že pokažem. Uječo z njima. Danes imam rojstni dan, zato te ne bom ubil. Ubesil te bom jutri. Pa menda ja ne. Pridem, bodi. Beži, Pepi! Gremo! Stoj! Nočem, da me obesite! Me slišite? Izpustite me, prosim vas! Izpustite me ven! Nima smisla. Zakaj ste v zaporu, gospod? Ker se nisem priklonil šerifovemu klobuku. Hvala enako. Res. Vidim, da v naši vasi še imamo korajžne fante. Krasen si. Kako ti je ime? Jaz sem Vili. Kaj? Vili? Da ni tvoj oče William Tell? Se poznata? Poznate tudi mene? Saj res. Takrat si skoraj umrl.
Potegnil si se, delal kaj, fant od fare, boh. Umiral sem? Ničesar ne veš, a? Če ne bi pred časom zbolel, te zdaj ne bi bilo tule, tvojega očeta pa ne v gozdu. Veš, zgodilo se je, ja. Povejte mi kaj več o tem, prosim. Z veseljem. Ko si se rodil, je zlobni šerif šele nastopil službo v naši vasi. Od vaščanov je jemal nezaslišane vsote, da si je polnil žepe. Ko smo se pritožili in zahtevali naj preneha, se ni zmenil za naše tožbe. Za kazen nas je dal prebičati. Odločili smo se, da ga bomo skrivaj ubili. Zarotnike je vodil Tel, tvoj oče. Določili smo dan, ko naj bi se vse zgodilo, potem pa si nenadoma zbolel. Vedeli smo, da bo obračun s šerifom boj na življenje in smrt. Tel je okleval, po težavnem premisleku pa se je odločil zate. Uporniki ga imajo še danes za strahopeca. Jaz pa vem, zakaj se je odločil po svoje. Menim, da je ravnal prav. Starši ne zapustijo svojih otrok. Ostali zarotniki so Telovo odsotnost imeli za izmikanje spopadu z zlobnim šerifom. Ja, veš, to je zgodba. Zdaj veš. Upam, da se ti kdaj, oče, ni zdel strahopetec, ker resnično je najbolj pogumen. Tega nisem vedel. Očetu sem pogosto očital strahopetnost. Kaj? Šerif ima v rokah mojega Vilija? Ti šment ti. Počakajte, vojaka v vasi kar mrgoli. Fanta ne moremo rešiti. Zamisel imam, počakajmo, da se zvečeri. Vili. Zakaj se pa ne prikloniš klobuku? Kaj? Da bi se preklonil? Če vidiš klobuka gospoda šerifa? Ni ga? Kam pa je izginil? Ni mogoče! Gospod se bo gotovo ujezil, če zapravite njegov klobuk, kaj? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Šerifov klobuk je izginil! Brž ga poiščimo. Skoraj bi padel. Peter! Rešil te bom. Čas je, da grem spat. Presneto, ne smejo mi uiti. Takole! Kako si drznete? Joj! Prihodnič bom ciljal v srce. Oče! William Tell. William Tell? Če kaj ceniš svoje življenje, boš dovolil, da pobegne. Hitro! Tel, počakaj. Odvrzi lok, Pepi! sicer mišek umre. V pesti me ima. Zdi se mi, da se položaj obrača v mojo korist. Zdaj pa le odvrzi lok. Fantje, polovite jih!
veš, da sem milosten človek. Dal ti bom priložnost, da se rešiš. Poglej tjale. Vili? Na dečkovo glavo bom postavil jabolko. Če ga boš otod zadev, boste svobodni. Kaj praviš? Nemogoče! Z take razdalje ni mogoče zadeti jabolka! Ste zmešani! Drži jezik za zobmi, s telom govorim. Kaj je, ti ni všeč? Boš pred vsemi ljudmi pokleknil in me prosil za milost? Kako podlo! Kaj boš storil, Tel? Oče, stari Zaharija mi je zaupal tvojo zgodbo. Vem, da nisi strahopetec. Zaupam ti, zadeni jabolko. Vili? Čas je, da vsem pokažeš, kako pogumen si, oče. Smeje se, pa kaj mu je, če se bo kaj zalomilo, bo umrl. Prav, Vili? Zadev ga bom. Kaj naj pomeni ta odločen izraz na obrazu? Bojim se, da... Čakaj malo, jabolkom se ne morem upreti. Dajte na mir, zakaj ravno jaz? To pa že ne. Pepi! Tel, ustreli že! Tako majhne tarče ne zadenem niti jaz. Vili, moraš mi verjeti, da ne. Če tudi je možnost za uspeh neznatna, poskusi, Tel. Vaščanom boš zaprl kljune. Če tudi se večina podredi šerifovim hudobijam, je dovolj en sam junak, da ga premaga. Prepričan sem, da zmoreš. Pusti velike besede in raje pomisli name. Nič ne skrbi, Pepi. Če bo puščica zgrešila jabolko, bom šel za tabo v nebesa. Še vedno nisem navdušen. Jaz pa tudi. Ne Oče. zri mi v obraz. Dajmo, streljaj. Moj bog, na tej zemljici mi pa res ni bilo postlano, tako kot sem sprva mislil. Joj, napel je lok. Naj mi Bog pomaga. Noro, uspelo mu je, hura! Komu je to uspelo? Hura! Hura! Obljubil si, da nas boš izpustil. Tiho bodi, vse vas bom pobil. Kaj pa gledate? Pokvarjenec! Pokvarjenec! Tako je! Zberimo pogum, kot ga je William Tell. Čas je, da se umaknem. Ojunačimo se in preženimo barabe iz naše vasi! Ja! Tako je! Čakajte, Gremo ga, nehajte. dajmo ga! Držite ju, držite ju! Živel junak! Tisti, ki mi je slepo zaupal, je pogumnejši od mene. Tako je. Čudi me, da jo Pepi ni ucvrl. Ja, vrzimo junaka v zrak. Pepi, tokrat si se res izkazal. Pepi ni mogel iti, niti če bi hotel. Stoje je umedlel. Kaj?